Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že drugi prispevek iz serije posvečeni letošnji veliki nagradi Japonske. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo pred kvalifikacijami. Tudi tokratni prispevek pred kvalifikacijami bo razdeljen na dva dela. V prvem si bomo ogledali tehnične novosti ter predvsem zanimivosti. V drugem bomo pa skušali razumeti razmerje sil v luči prihajajočih kvalifikacij. Čeprav bi si lahko nekdo mislil, da pravzaprav velika nagrada Singapurja je bila pred nekaj dnevi in zato ekipe nimajo kaj posebno novega za pokazati tu na Japonskem, se verjetno moti. Če pogledamo pri skuderiji Ferrari, so predstavili novo dno. Dno, o katerem se je govorilo že kar nekaj časa, ampak prva prava priložnost se je pojavila tu na progi v Suzuki. Videli bomo, če na tej aerodinamično dokaj zahtevni progi bo ta noviteta prišla v poštev. Pri tovarniški ekipi Mercedes lahko vidimo manjše izboljšave, predvsem pri končni plošči zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. A čeprav je ta novost malenkostna, bi rad opozoril na dve drugi zanimivosti. Najprej, pri samem dnu lahko vidimo, da pri Mercedesu uporabljajo klasično metodo za razumevanje zračnih tokov. Namreč uporabljajo nit, ki kaže, v kakšno smer se zračni tok obrača. In poleg tega, če pogledamo to naslednjo fotografijo, bomo videli, da bočni vstopnik je pritrjen na šasijo praktično v enem kosu. Če smo navajeni pri mnogih delih, da so pri sodobnem bolidu Formule 1 modularni, tu vidimo, da pri Mercedesu, da so izbrali neko nasprotno pot, ki pa pomaga pri nižanju mase. Pri McLarenu smo na veliki nagradi Singapurja videli verjetno tisti zadnji večji posodobitveni paket. In tega ima tokrat na razpolago seveda tudi Oscar Piastri. A treba je povedati, da pri McLarenu niso še pokazali vsega. Namreč imamo tu nov bočni vstopnik in poleg tega zadaj na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju tisti pomožni spodnji profil je novejše oblike. A nekaj zanimivega smo lahko videli tudi pri ekipi Aston Martin. Po dokumentaciji, kar se tiče novosti, lahko vidimo, da so pri ekipi iz Silverstona popravili vpetje prednjih obez na zavorno košaro, kar ni nič takega in lahko bi dejali nič tako zanimivega. Ampak zaradi težav na samem postanku so pri ekipi Aston Martin začeli spreminjati obliko same zadnje dvigalke in točke dviga na tisti strukturi, ki sega izza menjalnika. Poleg tega na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju smo videli škatlo, ki verjetno vsebuje senzor. So pri ekipi Aston Martin začeli meriti, koliko se upogiba zadnji aerodinamični stabilizator. Sam zagotovo tega ne vem, ampak sumim, da gre za nekaj takega. Pri ekipi Alfa Tauri lahko vidimo novo obliko zrcala, ki naj bi zmanjšala zračni upor in predvsem stično točko na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju med profili in končno ploščo. Pri ekipi Williams lahko vidimo, da so pripeljali tu na Japonsko nov vstopnik, kar se tiče Venturijevih kanalov na samem dnu.
In kar se tiče novosti in zanimivosti pri samih ekipah, bo to vse. A za zanimivosti bi vam rad pokazal še serijo fotografij, kjer lahko vidimo pogonski sklop Honda iz lanske sezone, ki je v bistvu enak letošnjemu, namreč razvoj je zamrznjen, ampak vidimo lahko, kako je sestavljen paket turbine, MGUH-ja ter kompresorja. Seveda imamo turbokompresor, ki je sestavljen iz dveh enot. Na sredini, na tisti osi, se nahaja tudi element MGUH, ki generira in porablja električni tok. In sedaj lahko vidimo tisto strukturo, ki je postala znamenita pri Mercedesu, ko so turbino dali na zadnji del bloka motorja z notranjim izgorevanjem, seveda kompresor na prednjega in ju povezali z daljšo osovino. Da je element MGUH na sredini, je logično. Če se spomnite začetka Honde v Formuli 1, kar se tiče turbohibridne ere, v sezoni 2015 je ta paket bil skupaj in postavljen med same valje motorja z notranjim izgorevanjem, kar se je izkazalo za neučinkovito. In sedaj se lahko malce ozremo na tisto, kar nam je pokazal prvi in predvsem drugi prosti trening. Če se spomnite našega uvodnega prispevka, sem dejal, da je sama konfiguracija proge čisto nekaj drugega kot tisto, kar smo videli pri Singapurju. In to pomeni, da pravzaprav Red Bull je zopet tam, kjer bi ga lahko pričakovali. Verjetno je marsikdo izmed vas prebiral, da pravzaprav tehnična direktiva 018/2023 je bila tista, zaradi katere pri Red Bullu so bili nekoliko slabši. A danes smo videli, da avtorji, ki so trdili kaj takega, niso pravzaprav razumeli, zakaj gre. Max Verstappen je bil najboljši tako v prvem in predvsem v drugem prostem treningu. In po videnem bi lahko dejal, da z veliko lahkoto. A tu moramo biti pozorni. Namreč proga v Suzuki je dobro znana vsem ekipam in pravzaprav ne potrebujejo mnogo naporov na prostih treningih. Preverijo določene podatke, drugače se vse odvija prek simulacij. Zato na kvalifikacijah pričakujem, da bo čas še nekoliko nižji, tam okrog minute 30 sekund ali kakšno desetinko pod to imaginarno mejo. A pravzaprav lahko vidimo, da Red Bull je zopet pol koraka pred vsemi, nato skupaj Ferrari, Mercedes, McLaren. Ostali, in tu merim predvsem na Aston Martin, niso pokazali dovolj dobrega ritma, da bi jih lahko štel vsaj v tisto drugo skupino, ampak vseeno, kot sem povedal, nisem dobil tistega občutka, da bi bil drugi prosti trening pravi pokazatelj. Nekako vrnili smo se na tisto obdobje pred veliko nagrado Singapurja, kar je bilo po svoje pričakovano. Zato tu kakšnih večjih pretresov, kakšnih večjih presenečenj, vsaj kar se tiče kvalifikacij, ni za pričakovati. Je pa nekaj res. Proga v Suzuki je po karakteristikah pisana na kožo Maxu Verstappenu. S prednjim delom je treba biti natančen in seveda svojim občutkom je potrebno loviti zadek. Zato zopet osebno pričakujem večjo razliko med njim in njegovim moštvenim kolegom Serhijem Perezem. A to bomo bolje spoznali na samih kvalifikacijah, kjer verjetno bo med obema voznikoma ekipe Red Bull več kot 0,2 razlike. A kar se tiče za ta prispevek pred kvalifikacijami, kot ste razumeli, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.